Lepo pozdravljeni, gledalci televizije Uršlja TV. Pozdravljam vas v imenu Koroškega pokrajinskega muzeja in v imenu Zgodovinskega društva za Koroško. Skupaj smo pripravili kratek oris pregleda večstoletne jeklarske tradicije v Mežiški dolini, v dolini, kjer poteka jeklarska dejavnost že vsaj 400 let. Mežiška dolina leži na severu Slovenije, v današnji statistični regiji Koroška, in 400-letna tradicija je na svoj način zaznamovala tako prostor kot tudi značaj in pa način življenja ljudi. Letnica 1620 je tista, s katero povezujemo začetke jeklarske industrije v Mežiški dolini. Takrat je Melchior Puc iz Labotske doline v Črno na Koroškem prenesel Fužine oziroma dobil je koncesijo, dovoljenje za postavitev talilnih peči in pa kladiva Fužine. Novejši zgodovinske raziskave so pokazale, da je Melchior Puc imel na svoj način pomembno vlogo v zgodovini jeklarske industrije Mežiške doline. 23. marca 1620 so koroški deželni stanovi Melchiorja Puca imenovali za novega vodjo fužinarskega urada v Črni. Kdo je bil Melchior Puc? Melchior Puc je izhajal iz plemiške rodbine, ki je v 16. stoletju imela v posesti rudnike zlata, srebra, bakra in druge na območju Koroške. Ker pa je konec 16. stoletja v Evropo že prihajalo zlato iz Amerike, to zlato je bilo nekoliko ugodnejše, so potem Puci začeli iskati nove priložnosti, nove poslovne izzive. In prav gotovo je fužinarstvo, takratno železarstvo, če tako rečem, postalo primeren poslovni izziv. Melchior Puc je bil na začetku 17. stoletja tudi novčni mojster, kar pomeni, da je vodil blagajno deželnih stanov na Koroškem v Celovcu. In kot tak je zagotovo imel vpogled v finančno stanje, predvsem pa v gospodarski razvoj dežele Koroške. Nekaj let pred tem pred letom 1620 je Melchior Puc dobil povrnjena velika sredstva, ki jih je posojal kot finančnik, in zagotovo je želel ta sredstva naložiti v naložbo, ki mu bo ta sredstva oplemenitila. Novi arhivski dokumenti, ki jih je izbrskal in pregledal kolega zgodovinar in arhivist dr. Vinko Skitek, zaposlen v Pokrajinskem arhivu Maribor, enota ravno na Koroškem, nam nekoliko pojasnjujejo to situacijo na začetku 17. stoletja in morda tudi odločitev, zakaj je Melchior Puc izbral ravno Črno na Koroškem kot tisto, kjer bi lahko oplemenitil svoj denar in kjer bi lahko tudi uspešno vodil to fužinarsko dejavnost. Dokument iz leta 1589 govori o tem, da so trije fužinarji iz Črne na Koroškem na deželne naslove naslovili prošnjo za posojilo v višini 50 goldinarjev. To posojilo bodo vrnili v obliki srebrnikov ali na kakšen drug ustrezen način. Podatek, da so že leta 1589 trije fužinarji
med katerimi se omenja izdelovalec smodnika Pulvermacher in pa kovaški mojster Hammermeister, nam sporočajo, da je v Črni takrat verjetno že bila razvita ta kovaška dejavnost in da je deloval tudi rudnik. Dokument je iz leta 1589, v katerem so omenjeni trije fužinarji, eden je izdelovalec smodnika, drugi je kovaški mojster. Govori o tem, da je v Črni zagotovo bila že razvita določena kovaška dejavnost in da je deloval tudi rudnik. Melchior Puc je verjetno tukaj v Črni videl priložnost, da postavi večji obrat in zato potem letnica 1620 velja kot začetnica jeklarske dejavnosti v Mežiški dolini. Vloga Melchiorja Puca je bila pravzaprav kratka ali pa kratek čas je bil prisoten v Mežiški dolini. Koroški deželni stanovi so že leta 1625 nekako zahtevali, da ga na tem mestu zamenjajo. Izkazal se je, bi rekla, bolj za nezanesljivega človeka in dejansko potem leta 1625 tudi pride do zamenjave. Melchior Puc pa je že leta 1624 fužine v Črni odprodal grofom Turnom. Turni so prišli v ta naš prostor na začetku 17. stoletja. Leta 1601 so odkupili grad Pliberk, se pravi 1624 odkupijo fužine v Črni in nekako začnejo to svojo pot industrialcev v Mežiški dolini. Njihova vloga na tem področju je bila izredno pomembna. Morda se vrnemo še nazaj k začetkom te železarske oziroma jeklarske dejavnosti v Mežiški dolini. Kolega Skitek je v urbariji gospodstva Pliberk in v nekaterih drugih dokumentih tudi našel podatke, da so delovale kovačije na vodni pogon tudi na območju Guštanja že na začetku 17. stoletja. 1603. leta je omenjena kovačija na vodni pogon na kmetiji Merva, ali je to na reki Meži na Poljani, ali je to na Lokoviškem potoku, bodo pokazale tudi še naslednje raziskave. Potem je zanimiv podatek, da je Jakob Duler leta 1609 imel na reki Meži kovačijo imenovano Štrekhammer. To so vrste kovačij, v katerih so praviloma kovali jeklene palice, iz katerih so potem izdelovali različna orodja in pa kose. Prav tako še na začetku 17. stoletja so omenjene kovačije tudi na reki Meži v bližini Guštanja, kar kaže, da je vsekakor bila ta dejavnost prisotna v tem našem prostoru že na začetku 17. stoletja, tudi ob reki Meži in ne šele potem v 18. stoletju. Če se zdaj vrnemo na kratko k zgodbi Črna na Koroškem. Kot rečeno, Turni prevzamejo fužine v Črni leta 1624. Ta poslovni odnos z Pucem se je izkazal za neustreznega, kajti Turni so se 20 let tožili z Pucem za te fužine. Ni še znan podatek, zakaj je bila ta tožba
in kako se je izšla. Morda lahko tudi s tem podatkom povežemo dejstvo, da so sredi 17. stoletja fužinarska kolesa in pa kovaška kladiva v Črni za dobro stoletje pravzaprav utihnila. Grofje Turni so leta 1774 ponovno pridobili koncesijo, se pravi kupili dovoljenje za postavitev večjega železarskega obrata v Črni in tukaj so potem leta 1780 postavili tudi žebljarno. Hkrati so postavili fužine še v Mežici in ta dva obrata sta potem delovala tako, da je podjetje postalo eno pomembnejših železarskih podjetij na začetku 19. stoletja na Koroškem. Za ponazoritev naj povem, da je tukaj v sami železarni bilo leta 1804 zaposlenih 143 delavcev, okrog 60 oglarjev pa je dobavljalo oglje za potrebe te železarne. Grof Turn je zelo investiral v, bi rekla, to proizvodnjo v Črni in tudi v kakovostne izdelke. Zelo pomemben je bil vodja ali pa direktor železarne Karl Scheuchenstuhl na začetku 19. stoletja, ki je imel na območju za dvorcem Mušenik pomožno stavbo, v kateri je imel tak manjši priročni metalurški laboratorij in je izvajal različne poskuse. Med drugim se je ukvarjal tudi z raziskovanjem kakovosti leškega premoga, vendar ga je pri tem prehitel Rosthorn, ampak o tem nekoliko pozneje. V Črni so proizvodnjo opustili konec 19. stoletja, natančneje leta 1886. Razlog je zagotovo tudi to, da je leta 1863 skozi Mežiško dolino, zlasti skozi spodnji del doline, bila speljana železniška povezava med Celovcem in Mariborom. In seveda železarna na Ravnah je imela dosti boljšo prometno povezavo in zato so potem Turni tudi bolj razvijali dejavnost na tej lokaciji na Ravnah oziroma takrat Čeguštanju. Tukaj vidimo še podobo fužin v Mežici. Ta podoba je tako kot litografija ali pa podoba obratov v Črni in pa na Ravnah nastala med letom 1863 in pred letom 1870. Avtor teh litografij je Marko Smeh iz Maribora. Moram reči, da je to eden izmed do zdaj malo manj poznanih umetnikov v tem našem prostoru in je to tudi še eno področje za nadaljnje raziskovanje. Fužine v Mežici so bile, kot rečeno, že tesno povezane z železarno v Črni. Tukaj je dejavnost potekala vse do srede Prve svetovne vojne. Od teh 6 fužin pa je v Mežici ostala samo še Kivova fužina, ki je zdaj tudi zaščitena kot kulturni spomenik. Morda še kratko zgodba o grofih Turnih. Franc Turn je bil tisti, ki je leta 1774 ponovno pridobil koncesijo, se pravi dovoljenje za železarsko dejavnost v Črni. Turni so bili pomembna plemiška rodbina tako za naš prostor, kot tudi v takratni monarhiji. Oče in pa stric Franca Turna sta bila tesno povezana in pa v dobrih odnosih z cesarsko družino, zlasti z otroci Marije Terezije.
in morda lahko tudi tukaj iščemo naklonjenost za pridobitev tovrstne koncesije. Turni so se izkazali tudi kot uspešni vojaški strategi, imeli so pomembna mesta v vojski in tudi sodelovali so v različnih pomembnih bitkah takratnega cesarstva. Franc Turn je leta 1790 tudi umrl v bitki s Turki blizu Beograda. Druga pomembna rodbina v tem našem prostoru so bratje Rosthorn, ki so po rodu Angleži in so se konec 18., začetku 19. stoletja tudi že ukvarjali z železarstvom, z bi rekla to jeklarsko tradicijo. Pomembna sta brata August in pa Franz Rosthorn. August zato, ker je verjel v izgradnjo in stal za izgradnjo železarne na Prevaljah, Franz Rosthorn pa zato, ker je nasledil vodenje te tovarne, potem ko je leta 1843 August prezgodaj umrl. Zakaj sta Rosthorna razvijala železarsko dejavnost tukaj na Prevaljah ob reki Meži? Že leta, ali pa tako bom rekla, že na začetku 19. stoletja so na Lešah odkrili nahajališča rjavega premoga. Blaž Majer z Dunaja je bil eden tistih, ki je 31. oktobra 1818 dobil dovoljenje za izkoriščanje premoga. Obetal si je dovolj dober posel, a je kmalu spoznal, da nima pravih odjemalcev za ta leški premog. Zato je potem del rudarskih pravic in del rudarske posesti odprodal bratoma Rosthorn. Rosthorni so najprej na Prevaljah postavili cinkarno, kjer so tudi uporabljali ta leški premog, vendar so cinkarno kmalu opustili in August Rosthorn se je leta 1833 odpravil v Anglijo na, bi rekli, študijski obisk, kjer je kar nekaj mesecev obiskoval različne železarne in si ogledoval njihovo proizvodnjo in predvsem tehnologijo. In potem to znanje, te izkušnje prinesel pravzaprav na Prevalje, kjer so zgradili prvo podlarno in valjarno na Slovenskem in seveda tudi postavili prvo tovarno za proizvodnjo železniških tirnic, železniških, se pravi vsi za vagone in pa tudi kolesa. Takrat je bil to izredno prodajan in zelo iskan izdelek, produkt. In lahko rečemo tudi, da so Rosthorni bili tisti, ki so v ta prostor, slovenski prostor, prinesli angleško tehnologijo za metalurške postopke. Leški premog so zgodaj uporabili v teh varilnih pečeh. Leta 1836 so Rosthorni dobili 5-letno dovoljenje, da raziskujejo uporabnost leškega premoga. To je bil rjavi premog in ne črni, tako kot so ga, ki ima večjo kalorično vrednost. No in skupaj z direktorjem Jozefom Šleglom so potem že leta 1838 odkrili, kako mora biti peč konstruirana, da je ta leški premog najbolj učinkovit, da da največjo vrednost in da dovolj segreje surovo železo, ki ga potem lahko predelajo v jeklo. Ta iznajdba je bila izrednega pomena tako za razvoj metalurgije in za širitev
podlarn v tem evropskem prostoru, kot tudi za razvoj premogovništva na Slovenskem. Tudi Leški premogovnik je potem kmalu postal eden največjih premogovnikov na Slovenskem sredi 19. stoletja, ki pa seveda potem z ukinitvijo železarne na Prevaljah konec 19. stoletja počasi in postopoma ugaša tja do let pred drugo svetovno vojno. Podoba Rosthornove železarne na Prevaljah, tukaj je podoba podlarne, ki je bila postavljena na desnem bregu reke Meže, in ob podlarni je tudi prva stanovanjska hiša, imenovana Pregant House. Tu se je pravzaprav začela ta zgodba o uspehu in pa seveda tudi nastanek mesta Prevalje, kajti vse do konca 19. stoletja se je območje na levem bregu reke Meže imenovalo Farna vas, medtem ko so bile Prevalje katastrska občina na desnem bregu reke Meže proti Lešam. Zdaj vidimo situacijo železarne Prevalje, ki se je razširila iz tega območja na desnem bregu reke Meže vse tja na levi breg in pa seveda tudi v drugi polovici 19. stoletja v bližino železniške proge, kjer je danes nogometni stadion. Za Prevalje lahko na kratko rečemo, da so ves čas sledile novostim na področju razvoja tehnologije v jeklarstvu, da pa jim pravzaprav to ni kaj dosti pomagalo, da bi se ta njihova dejavnost lahko razvijala tudi v 20. stoletju. Eden zadnjih oziroma zadnji direktor železarne na Prevaljah, Wilhelm Hupfeld, ki je veljal za metalurškega strokovnjaka, je v enem od pisem Kranjski industrijski družbi zapisal, da je razlog za zapiranje železarne na Prevaljah finančne narave, da so previsoki prevozni stroški za surovine, ki so jih dovažali iz območja Eisenerza, Löllinga in Hittenberga, in da južna železnica ni bila pripravljena znižati tarifo za železarno Prevalje. Postavili so celo novo železarno in valjarno tračnic v Grazu. In to je potem potrovalo, da so opustili proizvodnjo in vse stroje prepeljali v Donavic. Tukaj je še podoba Prevalj leta 1887, se pravi kakšno desetletje pred zaprtjem. Prevalje so Rosthorni dejansko postavili na evropski zemljevid, kajti z izdelki, s tračnicami izdelanimi na Prevaljah, so gradili prve železniške proge v Avstriji, tako med Dunajem in Brnom, v severni Italiji in drugje. Zdaj nas zgodovinska pot vodi nazaj k grofom Turnom, ki so leta 1807 kupili grad Ravne in Fužine ob reki Meži. Jurij Turn je bil pomemben ravno v tem obdobju prve polovice 19. stoletja. Na eni strani kot kupec te posesti, na drugi strani pa bil je tudi deželni glavar in pa predsednik gradbenega odbora za izgradnjo železnice med Dunajem in Mariborom. Fužine, ki so jih kupili leta 1807, so na začetku 30 let nekoliko razširili in posodobili. Pomembno pa je leto 1853-54, ko so ob reki Meži postavili podlarno in valjarno in začeli izdelovati predvsem plemenita jekla. Jeklarna grofa Turna je slovela tudi po izdelovanju orodnega jekla, tako imenovanega Tiglštal ali lončeno jeklo, ki so ga potem prodajali tudi na Štajersko, v Štajer,
kjer so iz tega jekla izdelovali kirurški pribor. Tukaj vidimo situacijo, se pravi, Franciszejski kataster nam kaže, kje so bili fužinarski obrati v Guštanju in pa tudi na Javorniku. Kolega Skitek je v svojih iskanjih sledi zgodnjega kovaštva tukaj v okolici Guštanja tudi naletel na podatke, da so na območju Strojanske reke postavili žebljarno javorniški že tudi na začetku 17. stoletja. Da so ob reki Meži stale kovačije, tole je pa stanje iz leta 1827, ki ponazarja dejansko, da so bile fužine ob reki Meži in iz teh fužin so grofje Turni zgradili potem Pudlarno. Podoba jeklarne grofa Turna iz konca 19. stoletja. To je, bi rekla, obdobje po letu 1881, ko so Turni postavili prvo Siemens Martinovo peč, ki je bila takrat tudi novost v tem smislu izdelovanja kakovostnih jekel. To je bila v slovenskem prostoru tudi prva martinarna. Uspešnost proizvodnje jekla in pa različnih izdelkov so v 19. stoletju merili seveda najprej z prodajo na trgu, predvsem pa na industrijskih razstavah, ki so jih organizirali na različnih krajih oziroma različnih mestih po Evropi. In tam so se pravzaprav podjetja iz širšega prostora primerjala med sabo. Jeklarna grofa Turna in pa železarna na Prevaljah, Rosthornova železarna, se ponašajo z temi visokimi odličji z industrijskih razstav. Prvo tako odličje je prejel grof Turn leta 1838 na deželni razstavi v Celovcu. To razstavo so organizirali tudi z namenom, da pregledajo zmožnosti takratne industrije za potrebe izgradnje železnice med Celovcem in Mariborom. Turni so tudi pozneje dobivali taka visoka odličja. Eno zadnjih je bilo tudi leta 1878 v Parizu. Moram pa reči tudi za Rosthorne, da so za iznajdbo uporabe rjavega premoga dobili visoka odličja na industrijskih razstavah v Gradcu, Parizu, Münchnu. Grofi Turni so med prvo svetovno vojno izdelovali izdelke za potrebe avstrijske vojske, podkve, granate. Leta 1927 so večino svojega deleža v železarni Ravne odprodali. Takrat je v zgodovino jeklarstva Mežiške doline vstopilo podjetje Böhler, ki je še danes eno najbolj uspešnih jeklarskih podjetij. Med drugo svetovno vojno je bila železarna v vojaški upravi. Takrat so tukaj izdelovali izdelke za potrebe vojaške industrije. Po koncu druge svetovne vojne pa je železarna postala, je bila nacionalizirana in tukaj se je potem začela zgodba o hitrem razvoju tovarne, ki je bilo usmerjeno v izdelovanje kakovostnih in plemenitih jekel. In predvsem je v tem obdobju bilo podjetje, danes bi rekli, družbeno odgovorno, zelo povezano z zaposlenimi, ki so bili številni. Leta 1987 je tukaj delalo 6000 ljudi in
zaposleni so v tej svoji tovarni preprosto rekli mati fabrika. Seveda je bilo tega uspešnega obdobja konec 90. let, ko je bila v svetu jeklarska kriza in ko je bila pri nas politična kriza. Z osamosvojitvijo so nastale tudi spremembe v podjetju, veliko odpuščanja in veliko, rekla, bolečine ob spoznanju, da so tako korenite spremembe. Takrat se začenja zgodba o SIJ Metal Ravne, o današnjem podjetju, ki je leta 2008 prišlo v večinsko last ruskega lastnika. Lahko pa rečemo, da so uspešno v 90. letih uspešno prebrodili to gospodarsko krizo, da so našli nove trge, nove izdelke in da zdaj tudi od leta 2008, ko je novi lastnik, sledijo novim tehnološkim trendom in da se SIJ Metal Ravne lahko ponaša z vrhunskimi strokovnjaki, ki uspešno iščejo nove vrste jekla in izdelujejo dejansko izdelke vrhunske kakovosti. Nekako bi lahko povezala to vnemo ali pa to predanost metalurgiji, predanost jeklarskemu poklicu s tistimi prvimi začetki v Mežiški dolini, zlasti na začetku 19. stoletja, ko so tudi Rosthorni verjeli v to svojo poslanstvo, v to svojo razvoj železarne na Prevaljah. Kakšna je tradicija, kakšna je 400-letna tradicija jeklarstva v Mežiški dolini? Kaj je tisto, kar nam ostaja, na kar smo lahko ponosni? Zagotovo so to ljudje, ki so delali v tej industriji, ki so bili povezani s to industrijo. Predvsem pa je to njihovo znanje, njihove izkušnje, ki so jih prenašali. Namreč tu je potrebno, vsaj v preteklosti, ko je bilo manj elektronskih naprav, je bilo potrebno dobro opazovati, presojati in se odločati pri posameznih procesih. Zaradi posebne skupine industrijskega delavstva so tukaj nastajale tudi številne inštitucije. Med prvimi so na Lešah imeli tudi Bratovsko skladnico, ki je skrbela za socialno varnost v času upokojitve, onemoglosti, brezposelnosti ali pa bolezni. No, in take bratovske skladnice so potem delovale tudi še na Prevaljah, na Ravnah. In nastajale so tudi bolnišnice na Lešah, na Prevaljah in pa seveda tudi v Črni, kjer so imeli osnovno zdravstveno oskrbo zaposleni v industrijskih obratih. Kot pomembna dediščina je seveda tudi, bi rekla, zgodnje delovanje sindikata, politično delovanje te skupine prebivalcev in pa kulturno ter športno udejstvovanje. Kultura in šport sta bila izrednega pomena v tem našem prostoru. Številni zaposleni so delovali v teh društvih in tako razvijali svoje talente in nekako tudi prinašali dodano vrednost razvoju širšega prostora. Lahko rečem, da tudi danes SIJ Metal Ravne deluje kulturno, deluje družbeno odgovorno in podpira dejavnost tako kulture kot športa, pač v obliki in zmožnostih, ki jih ima.
Še ena pomembna dediščina jeklarske industrije je, ki jo je potrebno omeniti, to je urbanizacija prostora. Zaradi industrijskih obratov je podoba Mežiške doline takšna, kot je. Namreč vsa središča občin so imela to jeklarsko dejavnost, tako Črna, Mežica, Prevalje kot Ravne. In ne samo, da so tam bili postavljeni tovarniški obrati, tam so nastala tudi delavska naselja, delavske kolonije, ki so danes nekako jedro sodobnih urbanih mest. Na območju nekdanje železarne Ravne ali pa na gospodarskem območju SI Metala Ravne pa je ohranjena stara železarna, 3 objekti, ki služijo nastajanju muzeja železarstva in predstavitvi te jeklarske tradicije. Toliko na kratko o tem razvoju Mežiške doline, morda povem še o virih, da različne zgodovinske vire najdemo v Pokrajinskem arhivu v Mariboru. Največ je tega gradiva hranjenega v enoti Ravne na Koroškem, potem je tukaj Arhiv Republike Slovenije, Deželni arhiv v Celovcu, Štajerski deželni arhiv v Gradcu, med pomembne vire pa sodita tudi Koroški Fužinar in pa Informativni Fužinar. Med literaturo lahko rečem, da se v zadnjem času več ukvarjajo z raziskovanjem tega področja kolega Vinko Skitek. Med zgodnejše raziskave pa sodi prav gotovo raziskava Ivana Mohoriča, ki je napisal knjigo Industrializacija Mežiške doline leta 1954 in dokazal v tej knjigi pomembnost industrijskega razvoja za gospodarski razvoj in za način življenja v Mežiški dolini. Hvala lepa.